Živjo in en lep pozdrav iz Vipavske doline, tokrat pa v moji družbi posebna gostja, doktorica, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in pa prehrano Aleksandra Pivec. Lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Ja, in moram reči, da imam kar malo tremo, ker ste prva gostja, ki jo bom danes vikala. Ampak vsenkrat prvič. Glede na to, da bova midve danes zelo na športno-rekreativni turi in da je to daleč iz okvirja mojega političnega ali pa profesionalnega dela, jaz kljub samo predlagam, da se tikava. A ste zihar? Sem sigurna. Bova lažje klepetali. Ok. Ja, niso pa še povedali sploh, kam greva, ne? Greva na Trstelj oziroma Trstelj po primorsko. Izhodišna točka je pa... Železna vrata. Tako. In rabile bova dobre pol ure, vsaj tako upava. Mogoče celo manj, odvisno od tega, koliko bova klepetali. Ja. Aleksandra, koliko pogosto si pa kaj oblečena v pajkice pa športno takole? Moram reči, da je to kar moja priljubljena oprema. A res? Ja. Sem zelo navdušena rekreativna športnica. Torej, ko je priložnost in dovolj časa, grem zelo rada teč. In vsaj enkrat na teden grem tudi v hribe. Glede na to, da si v politiki, a imaš še vedno kakšne take žleht komentarje seksistične? Jaz mislim, da na nek način, glede na to, da sem že kar dolgo časa v nekih političnih krogih in tudi na vodilnih funkcijah, kar je še vedno mičkano drugače tretirano, če si ženska, ampak da sem se dejansko teh komentarjev, enih takih mogoče mičkano pristranskih pogledov že kar toliko navadila, da včasih preprosto nisem občutljiva in jih ne zaznavam. Evo, sva doživele celo sonce in nam je ratalo fejst vroče. Že brez sončka. Ja. Sam v ozadju so pa taki črni oblaki, tako da upava, da ne bo dežja. Glede na to, da si pač ministrica za kmetijstvo, ne? In moraš hoditi tudi po različnih kmetijah pa tako. Kako pa preverjaš, oziroma ti mogoče veš, kako inšpektori preverjajo, katera kmetija res deluje ekološko? A pridejo tako nenapovedano? Ja, torej, ko se kmetija odloči, da bo šla na ekološko pridelavo, pridobi certifikat. In potem seveda nad tem vršijo tudi nadzor. Nadzor je dveh vrst, je kakšen, ki je napovedan. Torej, vse enkrat na leto vsaka od kmetij dobi nadzor in približno 10% je nenapovedani nadzor. Torej, na metodo presenečenja. Rodila sem se v vinogradniški družini. Moj ded Stanko Čurin je bil en prvih zasebnih vinogradnikov še v času Jugoslavije takratne. In seveda se moje otroštvo zelo odvija, zelo povezano z vinogradi, z delom vinogradu. Kaj bi se tako najbolj pomembno, oziroma kdaj tiste, ki imajo vinograde, doleti največja nesreča, recimo tako? Največja katastrofa za vinogradnika seveda je, ko ga doletijo kakšne naravne nesreče, bodi se, da je to kakšna toča, suša, ki tudi zelo okrne količino pridelka, in pa mi smo celo doživeli parkrat napad ptičev. To so take zelo redke seveda situacije, ampak se je zgodilo, ko še ni bilo toliko teh sistemov za zaščito pred ptiči, da so dejansko ptiči, to je zelo fenomenalni, v bistvu taki dogodek, ki se odvije v par minutah, ko priletijo ptiče v vinograd in v nekaj minutah pojejo dobesedno grozdje iz celotnega vinograda. To je celo jato ptičev. Kire vrste je to? To so po večini škorci. Preveč je bilo popolno in le to, čist črno zadaj, začeli dežvati. Sami dve nisva iz cukra, ne? Nisva obupale. Nisva še. Ampak to vreme, ne, se mi zdi tudi tako malo posledica teh globalnega segrevanja pa tako. In tudi to sem te hotela vprašati, ne,
čebele so zdaj ogrožene. Ja. Ti si bila tudi včeraj glih v Vatikanu. Ja, res je. In si se o tem pogovarjala s papežem. Res je. Kaj si mu kaj povedala? Res je. Do čebele v resnici ne samo v Sloveniji, ampak nasploh v svetu še nimamo čisto pravega odnosa in se ne zavedamo pomena čebel pri tem globalnem prispevanju prehranski varnosti, ohranjanju narave. Vsaka tretja žlica hrane, ki jo pridelamo na svetu, je odvisna od čebele. In dejansko je treba čebelam posvečati veliko pozornosti. Jaz sem res včeraj obiskala, Slovenci smo leta 2014 začeli z eno pobudo, in sicer smo predlagali, da bi 20. maja vsako leto po celotnem svetu praznovali Svetovni dan čebel. Torej letos v drugem praznovanju smo to glavno proslavo naredili na sedežu Svetovne organizacije za prehrano in kmetijstvo v Rimu. In ob tej priložnosti, ko je bila ena konferenca o pomenu čebel in pa prehranske varnosti, smo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podali eno pobudo, da bi papežu, se pravi svetemu očetu, podarili slovenski čebeljak. In ste ga. In smo ga. In ko je papež stopil proti nam, mi smo ga seveda tam čakali v enem delu trga z čebeljakom in smo imeli svoje posebno mesto. Jaz moram reči, da sem dobila izjemno tremo, ampak tremo iz tistega velikega spoštovanja in tistih 5 minut pogovora z papežem bo zagotovo ostalo vedno v mojem spominu. Greva zdaj v bistvu naprej po tem travniku malo dol, ne? Ja. Pa mislim, da imava še 10 minut in smo na vrhu. Zavijeva proti vrhu. Tisti, ki jamrate, da nimate dosti časa za telovadbo, moram zdaj povedati, da Aleksandra vsako jutro, ne glede na to, kakšen je urnik, naredi ene par vadb. A jih lahko kar pokaževa? Tu zdaj težko, no, na tem terenu, drugače na kakšnem ravnem terenu bi se dalo. Ampak te vaje so v smislu razteznih vaj. Tako, pozdrav soncu, mogoče še s kakšnim mičkajno dodanim elementom. In to res skušam vsako jutro, ne glede na okoliščine, službene poti, domačega okolja, mi tudi zelo paše. Le vidim tudi enega hrošča. A misliš, da hrošči tudi kaj pomagajo pri opraševanju? Tudi kakšni hroščki naredijo kakšno koristno delo, čeprav hrošči niso ravno znani kot opraševalci. On samo je. Hrošč je prišel po moje pomalcat. Dober tek. Poleg čebelic imamo še približno 20 000 različnih vrst drugih opraševalcev, ki seveda vsi popravljajo podobno vlogo kot čebelice, se pravi vlogo opraševanja, ampak seveda mi najboljše poznamo čebele. Koča pa mislim, da je zaprta. Je rekel, da samo med vikendi ne dela. Čez vikend pa mogoče v glavni sezoni, ko več pohodnikov. Bova šli midve pa reč na eno kmetijo, ki je dobrega pojesti. Ja, tudi prav. Še boljše. Ja. Evo, in smo že skoraj na vrhu, zdaj pa šprint. Malo sem izzivala, ker je rekla Aleksandra, da ima zelo rada gorski tek tudi. Ja, res je. Recimo, meni, če grem teč, mi je 5 km dost. Ti pa praviš, da se glih fajn ugreješ. Ja, meni so res najtežji ponavadi prvi 3 km. Ker se mi zdi, da iz tistega dnevnega, počasnega tempa potem narediš ta hitrejši korak v tekaškega in po 3 km se mi zdi polojamem ritem in res je rada tečem po hribih, rada tečem ta trail varianta ali pa gorski tek. Če dobro pogledamo, tako na eni strani čist temno, dež, na drugi strani pa sonce in pa je morje. In gremo pogledati, če se vidi morje. Lej, zdaj je to, kakšen razgled. Wow. Dejansko se sprašujem, kako je možno, da še kle nikoli nisem bila.
A veš, vedno gremo v one hribe, da gledaš pa Vipavsko dolino. Ja, res. To je pa po mojem tako eden izmed redkih hribov, ko se vidi pa in Vipavsko dolino in morje. Tako, da prideš z vrha na obe strani. Tudi jaz še nisem bila nikoli v teh hribih. Tako da hvala Bogu, se res splača, je lepo. In začeli dežvati, pa ne. Mi pa šprint. Greva hitro. Dežuje, mava marelo. Na eni strani je takole, v bistvu še skoraj sonce, no ja, tudi ni več. Na drugi pa čisto črno. Lahko greva tam do roba pokazati, bova kar mogla teči. Najbrž tole kar prihaja. No, važno, da je vsaj zdržali do vrha, a ne. Na vrh so uspele brez dežja. Kako je grdo, sploh se nič ne vidi. Vipavska dolina je cela šla v oblak. Sivino. Maglo? Ja. Ja, gospa ministrica, kaj lahko rečem, kapo dol. Ja, hvala. Kapuco dol. Kapuco dol, ja. Tako da, zdaj pa mislim, da smo si več kot zaslužili, da greva nekaj dobrega pojesti. In ker si ravno ministrica za kmetijstvo, greva za eno dobro kmetijo, pa na dober vinček. O, odlično. Ja, na kmetijo Saksida. Ekola, od tamle smo prišle, hrib se vidi pa v ozadju. Zdaj smo pa že v kraju Žalošče, Vipavska dolina, pri kmetiji Saksida, ker greva zdaj malo po vinogradih, a ne, ta teren ti je dobro znan. To mi je zelo domače. Ja? Pa hrana tudi ne dobra. Tudi hrana in tudi dobro vino, seveda. Ja. Dober dan! Dober dan. Jaz vas bom malo popeljala, da vam pokažemo našo ponudbo. Najprej okolico, potem pa še hrano, pa vino, kar je najbolj zanimivo pri nas. Vinograd pa... Koliko pa imate teh hektarjev? 5 hektarov imamo. Bela pa rdeče sorte. Med najbolj znanimi je sigurno zelen, to si pa poznate. To je avtohtona vipavska sorta, na njo smo najbolj ponosni. Imamo tamle še fitness na prostem, a ne? Pokažemo. Tako da lahko greva, če nisva imeli dovolj hoje. Za rekreacijo s pogledom na vinograde. Tukaj so prostori za šatore, to je rezervirano za njih. To zelo radi kampirajo tudi v vinogradu. Noter? Lahko šator noter postavijo? Ja, tiste manjši, ker je pač gužva, grejo tudi med čisto... In kar dovolite? Ja, jim. Tam njim, ker nič nobene škode ne delajo. In zelo radi tam spijo, se jim zdi tako zelo romantično, ne vem, da spiš v Cabernetu, recimo. Kaj pa, če vam pol preveč grozdja pojejo zjutri? Še ni zrelo takrat, ker je največja gužva. Še dober? Počutim se konc, ker tisto dozori, tako da ni težav glede tega. Kaj po mojem bi drugače ostali brez vina, ne? A ti recimo tako bi šla kdaj v šotor prespat ali imaš rejši apartmaje? Ja, v bistvu imam rada tudi šotor, glede na to, da sem zelo rada v naravi, da se zelo rada tudi v času dopusta aktivno počivam. Imam rada tudi dopust v šotoru, čeprav moram priznati, da v zadnjem času nimam kaj dosti časa za takšne vrste dopustovanje. In potem pridejo zelo prav tudi kakšne mobilne hiške. Da vidimo še noter, kako izgleda. Gledamo še noter, slušajte. Aha, wow, to fancy izgleda. Madonca. To je pa že kao orang hotel. Imaš svojo kopalnico, čeprav si v avtokempu, kuhno pa še spalnica in teraso. Zdaj smo pa že v vinogradih in nisva še povedali, da je bil v bistvu tvoj doktorski študij pa prav namenjen vinu, a ne? Ja, res je. Kako to, da si se odločila pisati prav o vinu? V bistvu sem bila povabljena k temu, k doktorske nalogi strani mojega profesorja, profesor Marjana Beroviča, ki je bil profesor na fakulteti za kemijo. In glede na to, da je vedel, da prihajam iz družine povezane z vinogradništvom, mi je ponudil, če bi želela v bistvu delati doktorsko nalogo iz vinarstva. In kaj si v bistvu potem ugotovila, oziroma da bistveno
ugotovitev glede vina? Jaz sem se v bistvu potem lotila študirati postopek vinske fermentacije, v bistvu bolj iz kemijskega vidika, se pravi spremljati vse parametre, ki vplivajo na proces spremembe soka iz grozdja do vina. In potem smo v bistvu prišli do ene zanimive ugotovitve, in sicer sem ugotovila, na kakšen način se da dvigniti koncentracijo glicerola v vinu, da je bolj tak prijetno sladkast okus. Ampak ni, da bi bilo dodan sladkor? Nič dodanega, čist popolnoma naraven postopek fermentacije, z mičkano kvasovke stimuliraš, da delajo mičkano več glicerola. Pravijo, da en kozarc vina je dober za zdravje, za prebavo, Francozi ga pijejo ob vsakem kosilu. Bi rekla, da to drži? Oziroma, kakšna je meja, kje je meja? No, jaz mislim, da predvsem velja to, da je vino treba piti s posebnim občutkom, se pravi s posebnim odnosom do vina. Vino je na nek način pijača, ki je umetniška pijača. Moj ded je imel navado, podobno francoski navadi, da je zagovarjal zelo to stališče, da en kozarček vina zelo krepi zdravje in telo, vendar seveda to vino mora biti kakovostno in piti ga je treba res s posebnim občutkom. Zdaj še sonce posijalo. In jaz sem se res zaljubila v tele vinograde, tako da sem se odločila, da bom danes tukaj prespala. Temperatura je ta prava, opremo imam, šotor imam. Če me bo pa slučajen zebel, bom šla pa v mobilno hiško. Preden bova večerjala, bom tole postavila, zato da me noč ne prehti. Prvič ga postavljam. Wow! A si videl to? To je to! Wow, kaj pa to? To pa res dober, ni? Lahko noč. Takole, zdaj smo pa že noter. Kje smo zdaj? To je naša vinoteka, vinska soba, jo mi drugače kličemo. Tukaj imamo našo izložbo vin. Na zdravje. Torej, za začetek vam bomo postregli zelenom, to je avtohtona vipavska sorta, letnika 2018. Zdaj pa lahko povemo, kako se pravilno okuša vina. Jaz sem kozarček v bistvu že mičkano zavrtela. Zavrtim ga zato, da seveda pridejo vse aromatične komponente, sestavine vina boljše iz kozarčka. Potem ga povoham, to vino ima res odlično aromo, kot je opisala gospa, lepo diši, je svežega vonja in potem, ko uvonjamo, seveda sledi še okušanje in zdaj ga bom še poskusila. Okej. Odlično je tudi okusa. Na kaj pa spominja? Ja, je res takšno sveže, ima okus na sveže citruse. Torej, za začetek je en pozdrav iz kuhinje. To je domača sušena klobasa v sredini, potem sta pa dva kornetka. Eden je polnjen s hrenom in hrustljavo svinjsko kožico, eden pa iz kremo iz oljčnega olja in pistacijo. A pa različni kaj čutamo, ne? Kako lepo. Na sredini je pršut, zraven so šparglji, zdaj pa sezona špargljev, tako da je poudarek na tem. Spodaj je ena omaka iz pomaranče, zraven je še granatno jabolko, potem je melona, jabolko v soku rdeče pese in tale piklice, ki jih vidite tako na kupčkih, na krožnikih, to je pa kader iz balzamičnega kisa. Pršut, ampak še nedolgo nazaj, a ne si bila pa vegi? Ja, torej 15 let vegetarijanka. Sem bila vegetarijanka, in sicer od prve nosečnosti. In 15 let nisem resnično imela nobene želje, ne potrebe, odlično sem se počutila, veliko športom ukvarjala in popolnoma brez mesa preživela teh 15 let. Je pa res, da sem meso, in to evo povem tokrat prvič, začela jesti zopet, ko sem nastopila na funkcijo ministrice, ker enostavno se je velikokrat zgodilo, da so mi na kmetijah ponudili za poskusiti kakšen izdelek iz mesa. Pa so bili pa užaljeni. In se mi je zdelo čisto iz spoštovanja do kmeta, iz tega odnosa, čisto primerno, da kot izraz zahvale, hvaležnosti, odnosa do njega poskusim kakšno stvar.
Wow. Iz kje pa dobite tale pršut? To je tole, lokalno, iz Lene, ja. To je pršut, da pa že dolgo nisem imela res. Zeleni okušen, ja, malo starejši, ja. Wow. Pa tako čisto na drobno narezen. Ja, se to more biti. Ja, ampak v tem, tole bo pa juhica, sicer zdaj juhi še ni, ampak bo, ja, tole. Spode je rumenjak, potem so posušene olive v oljčnem olju in hrustljavi krompirček. Jajce je kuhano spodi, pa špargljeva juha. Aha, poširano. Zalijem pa špargljevo juho, ja. Odlična juha. Ja, tak bogat okus ima. Jaz sem se že skoraj najedla samo od juhe. Je bila še jajčka? Ja. Špargljevi juhi. In se mi zdi, da ta jajček da res še posebej obogati okus in tudi zelo sitostno je. Tole zdaj bomo posegli s barbero, to je tudi ena taka naša udomačena sorta, rečemo, ker zelo je znana potem, da je zelo sadna, ima nekoliko bolj izražene kisline, včasih se ljudje tudi malček bojijo, da bo to kislo, vendar ni. Naslednji krožnik pa imamo raviole, polnjene z govami, omaka je iz gorčičnih semen. Kje pa je tukaj kakšen raviol? Skriti so so pod peno, pena je pa iz dimljene skute in na vrhu je prah iz posušenih jagod. Sabuha jagode. Super božansko. Odlično. To pa tudi ta pena, ne? Dobar dan! To je pa gospod kuhar, ki je kriv, da danes tako dobro jemo, ne? No, zdaj pa res lombato, ki ti ne maraš. Ledvena pečenka. Če nekdo pride iz hriba, pa bi rad tukaj jedel, se mora pa prej napovedati. Ja, v sezoni delamo vsak dan, približno od 1. junija do 15. oktobra, drugače se pa mora napovedati. To je lombata, goveja ledvena pečenka, pripravi pa se tako, da se kuha v vakuumu, torej suvice temu reče, 12 ur na 58 stopinj. Glede na to, da ne jem tega, je res dobre. Zdaj pa sledica, pa bo kar kuhal povedal. Čokoladni ganaš z malino, zlate perlice čokoladne, sorbeto iz maline, sveže jagode iz Vipavske doline, zelo pomembno. Tole zgleda kot en zlato. Vse je zlato, čokoladno zlato. A je? Da vidimo. In? Ker tako srečen izraz na obrazu. Sva glih ugotovile, da teli zlati listki oziroma perlice pokajo, kot tiste sladkarije, ki smo jih jedali v mladosti. Ampak če gledamo? Ja, Aleksandra, jaz se res najlepš zahvaljujem, da si se odzvala po vabilu, da si bila toliko prijetna gostja. In jaz želim še veliko poslovnih, političnih uspehov, da bo takšnih žensk kot ti čim več. Hvala, Leja. No, jaz sem zelo uživala v današnjem klepetu. Predvsem se mi je zdelo, da sva ujela eno zelo dobro energijo, da je najen pogovor tekel zelo spontano in iskreno. In jaz vedno prisegam na iskrenost in spontanost, zato mi je bilo čast in veselje sodelovati s tabo in z veseljem še kdaj. Jaz ti želim srečno pot domov. Jaz sem pa tukaj le prespala in upam, da me ne zbudi kakšen dež. Želim lepo, mirno, lahko noč. Ja, uživite. Čau, čau. Čau.